imamo tudi svojo strokovno službo, imamo več odborov, upravljanje vodi upravni odbor, potem imamo nadzorni odbor, odbor za zaščito avtorskih pravic in pa disciplinsko razsodišče. Upravni odbor je tisti odbor, ki predvsem nekako postavlja smernice za finančno in ostalo politiko delovanja našega združenja. V njem so predstavniki resne glasbe in zabavne glasbe, potem nadzorni odbor, ki nadzira delovanje združenja. Odbor za zaščito avtorskih pravic je tisti odbor, ki se predvsem ukvarja z prijavami avtorskih del, odgovarja na pritožbe avtorjev v zvezi z obračuni in skladno z našim pravilnikom tudi postavlja klasifikacijo del po našem pravilniku. In seveda tudi disciplinsko razsodišče, to pa odloča o disciplinskih kršitvah naših članov. Gremo kar naprej na naslednjo točko, to je plačana realizacija v preteklih letih. In sicer od leta 2004 naprej smo nekako zelo pospešili z izboljševanjem poslovanja. Tako imamo v letu 2001 okrog 3 milijonov evrov prihodkov, do 2003 praktično prav tako, stroški v preteklih letih so bili 30%, v letu 2003 celo 50%, vsa leta kasneje smo znižali stroški na 20%, tako da kakšni so pa prihodki in kako rastejo, pa je razvidno iz te tabele. No in seveda pri vseh teh smernicah, ki smo si jih zadali, to pa je, da so tarife v Sloveniji primerljive s tujino, kajti mi ne zastopamo samo slovenskih avtorjev in tudi tuji avtorji zastopamo. Zaradi tega je pač potrebno, da so tarife v Sloveniji primerljive z tujimi državami. In iz tega pa seveda zdaj zadnje čase izhajajo večinoma vsi problemi.